Drage rojakinje, dragi rojaki, dragi prijatelji, ustanovitelji in soustanovitelji Ameriško-slovensko izobraževalne fundacije ASEF, spoštovani gostje gala večera. Veseli me, da imam čast in obenem tudi prijetno dolžnost, da vas lahko nagovorim v imenu Vlade Republike Slovenije in tudi v svojem osebnem imenu. Ustvarjanje priložnosti iz dejstev, da mladi slovenski izobraženci odhajajo v tujino, tako da ohranijo stik z matično domovino, je bila vseskozi ključna politika našega delovanja na področju mladih. Saj sem prepričan, da na ta način širimo meje matične domovine Slovenije, prispevamo k njeni prepoznavnosti in uspešnosti. K širjenju te mreže in uresničevanju začrtanih ciljev nedvomno prispeva tudi vaša organizacija, njeni člani in podporniki, ki ste obenem ambasadorji slovenstva po vsem svetu. Pa vendar, so naše želje in načrti širši od tega. Posebno pozornost je treba posvetiti načinom in vsebini s ciljem ustvarjanja pogojev in možnosti, da se ti mladi izobraženi kadri po zaključku izobraževanja v tujini vračate v svojo domovino. Ta pot je dolga in zahtevna, vendar sem prepričan, da odločno stopamo po tej poti. Odločili smo se, da negativni trend, ki predstavlja beg možganov, spremenimo v trend kroženja znanja ter temu primerno ustvarjamo nove platforme za povezovanje strokovnjakov, ki se šolajo in delujejo izven meja Republike Slovenije s strokovnjaki in inštitucijami v Sloveniji. Zavedamo se, da je potrebno vzpostaviti živi most in naravno izmenjavo znanja in izkušenj med tistimi, ki ustvarjajo in sledijo svojim ciljem doma in med tistimi, ki delujete v tujini. Tak most predstavlja tudi projekt, ki podpira obiske slovenskih študentov pri uspešnih profesorjev na priznanih univerzah v Združenih državah Amerike in drugod po svetu, ter prav tako povabilo potomcem slovenskih rojakov, ki živijo v ZDA, da pridajo na študij v Slovenijo. Iskreno hvala vam za to, da verjamete v to dobro in koristno tovrstno povezovanje, saj menim, da to predstavlja resnično plemenito dejanje. Če bodo pri tovrstnih izmenjavah mladi izobraženci uspeli vzpostaviti tudi stik z mlajšo generacijo potomcev Slovencev, ki bivajo v Združenih državah Amerike in drugod po svetu, ima ta projekt vse možnosti, da tudi z njim tudi v resnici ustvarjamo večjo Slovenijo. Zato sem ob svojem obisku v San Franciscu v preteklem letu, ker sem bil gost dr. Jureta Leskovca in kolegov, ki so mi vizionarsko predstavili projekt sklada ASEF, sprejel odločitev, da podpišemo memorandum o sofinanciranju sklada ASEF tudi s strani Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Menim namreč, da je to investicija za prihodnost Slovenije. Želim vam še naprej prijeten večer in vas lepo pozdravljam iz Slovenije, naše in vaše domovine. Hvala za pozornost.